Sem si ful oddahnila kaj tega konca in mi je ful lažje. Ker smo končali s pisanjem, so cel dan vsi sam govorijo o tem, o rezultatih, kaj so oni dobili, pa kaj si ti dobil. V bistvu smo vsi rekli, da nehamo se o tem pogovarjati, pa smo še kar bluzili nekaj naprej. Pol nekako veš, kaj si imel približno prav, pa kaj narobe. Mladi so se v šoli in doma najbolj intenzivno pripravljali na NPZ iz materinščine in matematike, ki štejeta v primeru omejitve vpisa. Tretji predmet jih ni zelo vznemirjal. Tako da sem čas, ko naj bi se učil za zgodovino, sem posvetil slovenščini pa matematiki. Oba štejeta 40% in mi tudi veliko pomeni, da dobro pišem. V bistvu niso bili sploh težki NPZ izpit toliko, sam časa. Čas je manjkal. Matematika pa zgodovina sem vse rešil, vsako nalogo. Pa sem pa šel še čez enkrat cel NPZ, da vidim, če je narobe, da popravim. Slovenščina se mi je zdel, da je bil zelo dolg NPZ. Uspel mi ga je rešiti 5 minut pred koncem. Sicer rabim dober rezultat, ampak me ne skrbi. Mislim, da bom slovenščino najbolj pisala, pa matematiko najslabše. Kakšne naloge so me ful zmedle. Ker so bile tako najbolj enostavne in jih pol nisem rešila pravilno. Pa tudi tako, jaz pa matematika to ni lih dobro. Odpisala sem že, zdaj pa sem ta ocenijo. Bom nekako z veseljem pričakoval, malo bom pa še vseeno živčen, ne. Za te procente pa vse ta uspeh, ki ga bom dobila od NPZ-jev. Živčno se bo razblinila 21. aprila, ko bodo znani rezultati. Ocenjeni testi bodo šifro dostopni na spletu. Če bodo mladi odkrili kakšno napako pri ocenjevanju, bodo lahko zahtevali ponovno vrednotenje. Rezultate bom največ pogledala takoj, ko prijejo z mojo družino, pa bom pa v šoli še z učiteljco. Pa probam dobiti še kaj točk. Upam, da so se učitelji kaj zmotili pri popravi testa. Imam kar velika pričakovanja in definitivno bom razočarana, če ne bojo takšne, kot sem si zamislila, in upam na najboljše. Jaz samo upam, da prijem na šolo, to je to.